Dober dan, en prav lep kolesarski pozdrav. Vsi, ki me vsaj malo spremljate, veste, da imam letos v načrtu narediti 10.000 km. Moja žena je rekla, da sem si dal prevelik plan. Danes je res en tak lep sončen dan. Malo pred 10. dopoldan je 12 stopinj Celzija. Jaz sem se pa odpravil proti Krasu, zato ker bi rad naredil tudi nekaj višinskih metrov. Oziroma, hočem reči, pri svojem planu se ne želim izogibati klancev. Višincev ne delam prav ful, včasih se odločim na kakšni furi, da jih naredim 1%, recimo 500 višincev na 50 km. Včasih grem pa samo na kakšno kolesarjenje v coni 2, lepo na easy po ravnem, kjer pa jih seveda potem rata manj. Danes bom speljal tako, da bo 1%, dobrih 80 km in dobrih 800 višincev. Ampak moj letošnji plan se osredotoča samo na dolžino in 10.000 je številka, ki jo zasledujem. Ta plan ni prevelik, moja žena se moti, zato ker sem 10.000 km dosegel že lani. In eno bistveno pravilo je to, da si ne zadajaš prevelikih ciljev, takih, ki ne bi bili uresničljivi. Cilj mora biti realen, ne sme pa biti prelahek, ker prelahki cilji so zelo hitro uresničljivi in ne prinašajo popolnoma nobenega zadovoljstva. Ne želim, da bi kdo ta video razumel kot hvalisanje. Jaz želim samo povedati, kako počnem jaz, ker vidim, da je včasih ta moja vožnja marsikomu zelo dobra motivacija. Večkrat se je že zgodilo, da se mi je kdo v komentarju zahvalil za motivacijo in mi napisal, da je samo zaradi tega šel na kolo. In to je tudi moj cilj. Jaz sem ful vesel, če koga zmotiviram za tako rekreacijo. Vsake toliko se tudi kdo odloči, da pride do Nove Gorice in skupaj naredimo en krog. Ravno včeraj sem imel tukaj na izletu 2 z Gorenjske in smo naredili en tak super izlet do Palmanove. Zdaj sem prišel v Miren, tukaj se moram dvigniti gor na Kras, potem pa vam povem, na kakšen način se jaz spopadam s tem svojim planom. Danes se mi ne gre za kakšen osebni rekord, samo tako lepo se bom uspel gor, približno 13-14 na uro gre tale vzpon. Med vožnjo opazujem posledice požara, ki bojo še dolgo vidne in na katerega še dolgo ne bomo pozabili. Na vrh sem prišel 1 minuto za svojim osebnim rekordom, ampak saj nisem crknil zaradi tega. Na Krasu nisem sam, prišlo je tudi več nabiralcev špargljev. Kaj so šparglji? Ja. Super. Da pa ne bom delal komu krivice, moram povedati tudi, da je danes na Krasu akcija pobiranja smeti. Zdaj, kako se jaz spopadam s tem svojim planom? Moje načelo je, da grem na kolo, kadarkoli lahko grem. Če imate doma kakšno delo ali pa hobi, lahko kar pozabite na 10.000 km. To je približno 400 ur kolesarjenja na leto. 400 ur. Jaz sem si na Stravi za vsak slučaj dodal tudi mesečni plan 850 km in pa še tedenski plan 220 km. Te številke so malo višje, kakor če bi ciljal samo na golih 10.000, ampak zmeraj je biti dobro kakšen kilometer v plusu. Pridejo vmes lahko deževna obdobja, dopusti ali pa kakšne bolezni, ko ne moreš iti na kolo in takrat cilji kar kopnijo. Če bi šel na kolo prav vsak dan, bi bilo verjetno dovolj, da bi naredil kakšnih 30 km. Hkrati pa to pomeni, da tisti dan, ko ne greš na kolo, ti 30 km pač izpade ven iz realizacije. 2 dni, 3 dni, pa si že skoraj 100% v minusu. Tako da, kadarkoli je čas, moraš iti. In 220 km na teden, če greš 5x po 40, ni še dovolj. Še zmeraj en pikič zmanjka. Meni tako nekako v povprečju znese med tednom kakšnih 150 km, recimo, da grem 2x po 40, 1x 50, tako da mi potem ostane še kakšnih 70-80 km za vikend. To pomeni, da lahko na dan sobote ali nedelje naredim eno dokaj easy turo in ta tedenski plan izpolnim. Če se le da, grem pa na pot tako v soboto kot tudi v nedeljo. S tem naredim nek bonus, tako da imam nekaj kilometrov v dobrem. Aha, za tiste, ki niste domačini, bom tukaj naredil eno fotko.
pa si na Stravi zabeležite lokacijo, kje je vodni vir. Če koga vse to zanima in tudi kje sem se jaz danes vozil, bom dal od spodaj link do Strave, pa si lahko sami preučite. Se pravi, kljub temu, da je moj tedenski in mesečni plan že tako ali tako malo bolj kosmat, pa jaz vseeno probam vsak teden narediti še nekaj plusa, ker, kakor sem rekel prej, za vsak slučaj, če bi prišlo karkoli vmes. Je rekla gospa soproga, da sem si dal prevelik plan, pa sploh še ne ve, da jaz potihem razmišljam tudi o bikepackingu. No, Ben, je pa zvedla zdaj. Zdaj smo v drugi polovici marca, jaz imam okrog 2600 km, kar pomeni, da bom na četrtini leta sigurno več kot 2,5 in to je povsem ok. Lani konc junija, se pravi na polovici leta, sem jih imel 5000 in se spomnim, da sem rekel, da si ne delam nobenih utvar, da bom imel 10 000 do konca leta in da jih tudi nočem imeti, ker bi me potem gnalo samo naprej, da bi naslednje leto naredil še več. Ne delam si utvar, da bom v letošnjem letu naredil 10 000 km, niti jih po svoje nočem, ker bi me to potem naslednje leta gnalo, da bi kolesaril še več. Očitno smo nekateri ljudje tako narejeni, da hočemo zmeri več, zmeri boljše, ne pristajamo na slabše rezultate. Jaz ne grem v to doseganje cilja prav fanatično, ampak če se ga da izvesti, ga bom pa probal narediti. Predstavljam si, da so marsikateremu gledalcu te moje številke popolnoma nepredstavljive, tako kot so nepredstavljive tiste od mojega prijatelja Davorina. On jih dela na leto 18 000. Letos ga je sicer dobila ena zahrbtna bolezen, zadnjič sem ga videl, upam, da dobro okreva. Videti je bil ok, ampak nekaj časa še ne bo mogel kolesariti. Čim boljše okrevanje ti želim in se vidimo čim prej spet na cesti. Ampak veste, to pride postopoma. Jaz sem že prej več let kolesaril po dobrih 7000 na leto. Če je tvoj dosežek 3 ure na leto, jih narediš 3 ure. Potem pa počasi, 4, 5, kolikor kdo zmore. Vaš plan je lahko tudi zelo preprost. Enostavno si rečete, da boste čim večkrat šli na kolo in uživali v vožnji. To je samo tvoje, to imaš in kakšen všeček na Stravi, to je pa tudi maksimum. Drugač pa ne glede na to, kakšen plan si boste vi postavili. Jaz vas bom motiviral in spodbujal, vi pa morate pokazati vztrajnost in disciplino. Poleg svojega uma morate na to pripraviti tudi telo in to ne samo noge. Pomembno je natrenirati tudi rit, hrbet, vrat, ramena. Vse vas lahko boli na daljših vožnjah. Evo, glej, v Voščici, tukaj pa popolnoma nov asfalt. Dolgo časa vem, da so gradili in packali, zdaj očitno gre stvar k koncu. Vidiš, in tudi to je posledica požara, da je zdaj tukaj ob cesti taka široka poseka. To je namenjeno za preprečevanje širjenja ognja, oziroma da ogenj ne bi preskakoval, da ga probaš omejiti na nekem možnem območju in potem tam pogasiti. Lej, tam dol je morje, ampak jaz danes na začudenje mnogih ne bom zavil v Italijo, držal se bom Slovenije oziroma Krasa. Dan je lep, ceste so suhe, plan je pod kontrolo. Ni še konc teh kraških dogodivščin, očitno imajo svoje srečanje tudi neki lastniki športnih avtomobilov, kaj vem. Nisem pričakoval, ampak so me prijetno presenetili. Dobro, saj jaz upam, da iz posnetkov sami vidite, da je tudi Kras res čudovit za kolesarjenje, ravno tako kot Goriška Brda. Tudi tukaj bi mogoče lahko pripravil kak video, če bi koga zanimalo. Nočem pa preveč težiti s tem, če slučajno ni interesa. Precej kolesarjev je prišlo danes na Kras, res je lep dan. Jaz se bom zdaj spustil tle mimo Štanjela oziroma čez Kobdilj dol v dolino Branice. Vmes vam bom pofotografiral še en vodni vir v Čehovinih. Tako na Krasu je teh pip kar precej. Po zimi se sicer zgodi, da je katera zaprta, ampak v glavnem lahko pridete z enim bidonom, je popolnoma dovolj. Jaz bom zdaj tukaj zavil v dolino Branice, po njej šel v Vipavsko dolino in potem domov. Jaz sem zdaj zavil v dolino Branice, po njej bom prišel v Branik in potem naprej v Vipavsko dolino. Vam pa bi zaželel čim več lepih in srečnih kilometrov
in čim več uresničenih načrtov. Hvala vam za vse všečke in komentarje in nove naročnike. Hvala za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau, čau!